Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes poslušate zadnjo epizodo 5. sezone in sicer zaključujemo v velikem stilu in sicer z roastom Denisa Avdića, Gašperja Berganta, Aleša Novaka in Žana Papiča. To se je zgodilo pravzaprav 22. maja na dogodku MoneyHow Live. Danes predvajamo tudi na YouTubu in pa na vseh podcast platformah ta roast. Preden se pravi gremo na vsebino oziroma na roast, na žar, na grill, če hočete, bi vas rada spomnila na naše bootcampe, jih je kar nekaj, vabim vas, da si pogledate na spletni strani money-how.si in da pač pridete na naš bootcamp. Imamo bootcamp za mlade, za odrasle, za začetnike, skratka, cel kup nekih bootcampov. Tako da tisti, ki želite osvojiti svet financ, investiranja, v bistvu upravljanja osebnega premoženja in družinskega, vabljeni, da pridete tudi na naše bootcampe. Prihaja nova sezona, 6. sezona, tokrat bo kar precej drugače. Kot veste, sem se v bistvu nekako finančno osvobodila in nekako imam zdaj več časa, da se ukvarjam z vsebino. In mislim, da bo kar zanimivo in pestro, predvsem pa zelo koristno za vse poslušalce MoneyHow. Če še niste naročniki na naš podcast, vas vabim, da se naročite. Mislim, da vam res ne bo žal. Pripravljamo res vrhunsko vsebino. Nekaj te vsebine je bilo pravzaprav že posneto. Kar zanimivo bo poslušati in pa seveda tudi potem vaše odzive prejeti na katerikoli platformi ali pa na moj mail marja@money-how.si. Pripravljamo tudi novo spletno stran in cel kup nekih novitet. V prvi epizodi, kot sem že obljubila pred meseci, bomo naredili roast vaših portfeljev. Kar nekaj teh portfeljev se je že nabralo na našem seznamu, objavljam ga tudi v opisu epizode, tako da če želite, da poroastamo tudi vaš portfelj, seveda anonimno, lahko upišete vaš portfelj, pa ga bomo poroastali. Toliko zaenkrat z moje strani, želim vam prijetno poslušanje, pa se potem slišimo v prvi epizodi 6. sezone. Zdaj me bojo pa Janezi fental. Jaz bi povabila Janeze, da se nam pridružijo Denis Avdić, Gašper Bergant, Aleš Novak in Žan Papič. Takole, jaz sem jih poimenovala v vlagatelje Janeze, čeprav Žan Papič ni Janez. Ne, on je Čefurik je bil, Ičko je bil. On je bil Ičko, ampak lahko pa rečemo, da pa je vlagatelj Janez. To pa je, vlaga pa. Tako da izvoli, Denis. Vlaga pa, hvala Marja. Hvala, da ste ostali, gospod minister. Pri nas boste tudi na tarči. Prosim, en aplavz, na oder prihajajo v tem vrstnem redu Aleš Novak, Gašper Bergant in Žan Papič. A se usedemo, ja, pograbite vsak svoj mikrofon, se mislim, da je nešterje so. Kje pa je Papič? Po mojem se preoblači. To je pa ta vlagatelj. Ok. Ej, nič, lušten vas je poslušati, sploh vas, minister, nisem vedel, a gledam Formula 1 z Mihaličem, ali... A ni bil tak glas, ko razlaga, da je Ayrton Senna ravno kar prehitev. Nič, pojmo naprej. Jaz bi rabo tudi gospoda Brodnjaka, kje pa je, kam pa je šel? A je šel? Blaž Brodnjak, res boljše investicije od vinske kleti v Halozah nisem slišal, tako da... To je bilo tudi zelo dobro. Mogoče lahko ministra za finance vprašam, če recimo hipotetično, to moram nekaj osebnega rešiti, hipotetično, se pravi, če recimo leta 2014 vzameš kredit, kupiš stanovanje bajto, a ne, in imaš obrestno mero 2,6. In po pride nek COVID, pa leto 2021, ne veš, koliko cajt bo trajal, vse je bilo samo 14 dni, samo vse, ključnih 14 dni je to trajal. In zdaj ne veš, koliko časa to traja, teh ključnih 14 dni, malo te je strah, češ, pismo, zdaj so pa obrestne mere, ne vem, se da dobiti malo nižji, pa fiksna obrestna mera, ker ne vemo, kako sranje bo, in greš in reprogramiraš kredit in dobiš, ne vem, 1,45. A je to neumna odločitev ali pametna? Pametna, hvala lepa. Sem se bal, da ški drugega rekel.
Okay. Dober dan in dobrodošli na finančnem roastu, manihau. Ali kot bi rekla Pavel Rupar in Aleš Hojs, odkot tebi denar, pizda. Odkot, če odgovorim, vozil sem kamion za Tonina. Upam, da ste dober. Vem, da bi bili zdaj vsi rajš nekje v Karigadorju, ampak je bi ga je Tina rezervirala do konca julija, pizda. Tako da, zdaj smo tle, kaj smo. Zdaj tako, meni je malo čuden, da me je Marja povabila, res je čuden, ne vem, zakaj se mene povabila, očitno moram še tle pojasnjevati, kako pa kaj. Ne vem, ljudje, jaz sem prišel v Slovenijo, zato da bi imel več denarja. Pa zvem, da je ves denar očitno dol. Ker ena legenda pravi, da če nad prošnjo za kredit ob polni luni 3-krat rečeš gotovina brez obresti, se pojavi Janša in dobiš napotnico za Bosno. SDS hodi v Banja Luko po denar, najbolj uspešen finančni svetovalec, ima dol firmo, najbolj uspešna izpostavitev genija je očitno v Sarajevu, jaz Bosanc budala odprem SP v Ljubljani. Kjer debil. Zgin nazaj v Bosno, ni več žaljivka. Po novem to pomeni, da ti nekdo želi izjemen uspeh na finančnem področju. Tako, na Novi 24 TV je to prva reklama, pjeza, res. Zelo transparentno. Če smo pa za trenutek resni, če dovolite, meni se zdi, da so seminari, kot je tale, zelo pomembni, da zvemo vse trike od strokovnjakov, vsi vemo, da državi ni za verjeti. Zato smo danes tudi slišali ministra za finance, plačali ste za tole, ne vem koliko, 50 evrov, zdaj ga boste pa v tarči za ston gledali. Zdaj, gospod Boštjančič, res vas ste počakali. Manj je več, je nekaj, ali je pregovor. Prvo več je manj, ker zdaj tako je, več, kaj zaslužiš, manj imaš, pizda. Od januarja do aprila zase, od aprila do konca leta pa za sodno stavbo na Litijski, pizda, veš tako. To je najbolj donosen posel pri nas je kaj, če si zidar. Sploh, če si Nina. Včasih je bilo Ivan, samo on je imel dejansko čisto lopato, Sicer vam bo tudi minister znal povedati, da naše finance in gospodarstvo cveti, davki so tudi del tega, pizda, te so se pa razsveteli, ne? To so vse, uspeh. Gospod minister, jaz ne vem, težko nas boste prepričali, da je to dobra stvar. Jaz tudi verjamem, da ste težko podjetnike na svojo stran dobili, sploh potem, ko je en minister v prejšnji vladi govoril, njega citiram, pazi, kaj je rekel. Državi davke plačati, to je glupo. To je prejšnji minister rekel. Njemu ploskam, to je to. Lahko še toliko dobro davčno zakonodajo spišete, ta finančni svet boste težko presegali. Ampak, kakor vam gre, se ni zabati, da boste dobro davčno zakonodajo tudi vi spisali. Davki so fajn, grejo za kaj? Za zdravje pa za ceste. Tle imate pa tu srečo, ne? Davki opravičevati z dvema stvarima, ki pač ne uživata najbolj zaupanja. Razumem, mislim, vse v bistvu tako, v zdravstvu pa na cestah preživimo res fulenga cajta. Ali čakaš specialista ali pa vožnjo do Vrhunke, za 3 dni. Investicije v zdravstvo so tudi pomembne, tako pravijo tudi donosne, če boste kaj investirali, da boste vedeli, obstajajo zdravstvene ustanove, ki ne samo, da delajo z minusom, ampak celo denar v državno blagajno prinašajo. Recimo zdravstvena ustanova Herta, tako je. Njen imperij raste, v proračun prispeva, recimo v zadnjih 3 letih so fasali za 250 000 glob zaradi oglaševanja. 250 000. Veste, koliko prtičkov z gumicami je to za državo? 12, najmanj. Zdaj, če nam gre v zdravstvu dobro, nam na cestah malo škripa, na avtocestah sploh, tam, gledajte, da vam ne bo zaškripal, če vam bo zaškripal avto, veliko te težko dobili. Na začetku meseca je Dars objavil nov razpis, ne vem, če ste slišali, s prejšnjim so bile težave. Ne vem, mogoče se je zraven omenjali enega človeka, ki živi v stanovanju od brata, voz avto od prijatelja, si sposoja denar od babi in prav, da ima sam 300 evrov mesečnega dohodka. Kar se sliši kot povprečen obiskovalec Metelkove, je v resnici najbolj uspešen davčni svetovalec v državi. Finančni, top shit model. Sem šel gledati njegovo spletno stran, ker ima oglas na Nova 24.
Odprite podjetje v BH, piše, in pol tam piše, da je njegova urna postavka za svetovanje med 200 pa 350 evri. Tip dela 1 uro na mesec, pizda. Tako da za vas upam, da boste imeli več dela, da boste po tem seminarju še bolj uspešni, kot ste, in upam, da vam bo ratal. Zdaj, jeba je, ker ne veš, daj ti je ratal. Ne? Eni kar ne nehajo, ker ne vejo, ne veš, daj ti je ratal. Ne? Jaz mislim, da boste vedeli, kdaj vam je ratal. Veste, kdaj vam bo ratal? Ko boste dobili SMS od premijeja, ki se glasi: Ej, stari, malo smo ti vikend usrali, vse imaš čistilko. Ne? To je bilo vse od mene. Hvala lepa. Mislim pa, da bo Gašper Bergant malo bolj krut. Izvoli, Gašper. Da vidim, če sem ga užgal. Čakaj, se bom tega. Je, ne? Ni. On, ne. Boma tek, dej. Ti už te caj. Živa, Marja. Meni je malo je čudno biti tle obdan z ljudmi z Gnarja, ampak bo. Vse bo v redu, prav. Dame in gospodje, lepo pozdravljeni na dogodku, ki bi mu Žan Nekrep in Smiljan Morje enostavno rekla izguba časa. Morda bi celo imela prav, ne? Jaz moram priznati, da sem bil kar razočaran, ker jih nisem tle videl. Bi radi zaslužili na internetu, bi Žan, ampak kako? Noben ne kupih mojih gad, ki jih imam v kleti. Zdaj sem ponaklet gad, ampak Gnarja nič, ne? Še nikoli nisem imel publike, za katero sem prepričan, da hkrati posluša podcast Aideja in tiste dneve v mesecu. Ljudje, ki so toliko straight, da ratajo gej. Ljudje, ki drug drugemu konstantno pravijo brat in hkrati tega ne znajo delati. Redko kdaj nam uspe na kupu dobiti toliko ljudi, ki se delajo, da vedo, kaj delajo. Bančniki, računovodje, finančni analitiki, kriptopubeci in ostali, ki so jih v osnovni šoli tepli tisti, ki jim danes polagajo ploščice v bazenih. In ponavadi imajo ti keramičarji več keša kot oni. Redko kdaj vidiš toliko slovenskih podjetnikov, ki živi v Sloveniji, počitnikuje na Hrvaškem in denar skriva v Bosni. Čestitke, dobrodošli. Odkrito bi bilo še Martinu Strelu danes nerodno biti obdan s toliko sposobnimi ljudmi. Z nami je tudi finančni minister, ki je pred kratkim žal doživel ločitev, je pa sedaj končno občutil, kako je to, ko ti nekdo brez milosti vzame pol. Zanimivo je živeti v državi, ki ustvari 2 novi ministrstvi in se potem čudi, da ni dovolj denarja v blagajni. Jaz poznam modele na heroinu, ki znajo bolj dolgoročno načrtovati kot oni. Vsi se sprašujejo zdaj, kako zavarovati svoj gnar, imeti SP, DOO, enostavno sfejkati svojo smrt. Opcij je nekaj, ne? Nisem ravno finančni svetovalec, ampak kot človek, ki je za davkorijo nastopal brez računa, vam lahko delim eno idejo. Ljubice. Ne smejo biti preveč ambiciozne, rabijo pa imeti službo. Zdaj rabijo pa odpreti popoldanski SP. 30 ur na eno. Ne. Več, ko je denarja za oprat, več jih rabiš. Ni za kaj. Lej, če ste musliman, bo to ženi lažje razumljivo. Če niste, pa imate poleg države zdaj še nekoga, pred komu se skrivate. Tu smo v teoriji, da ugotovimo, kako in kam nalagati denar. Ker ko imaš enkrat denar, začne denar delati denar. Prej si ti delal za denar, zdaj dela denar za tebe. Deluje kot genitalni herpes, kar naenkrat je povsod. Ampak nikoli ga ni dovolj. In zdaj rabimo to pa itek zajebo, ne? Diverzifikacijo portfolija. Zdaj kupimo objekte, zlato, raste vrednost, dobivamo najemnine in imamo še več denarja. Kupimo vikend, Porsche. Že 3. celočimo in 4. poročimo, uživamo v samoti, otroci se ne javljajo, čista milina. Na tej točki začnemo meditirati, konzumirati ajuasko in božati slone. Zakaj? Ker smo začeli investirati nazaj v sebe. Ker cela poanta keša je to, da ga imaš enkrat dovolj, da lahko ljudem brez denarja rečeš, da denar ni vse. In ko ti reče, a mi ga malo posodiš, rečemo, seveda ne, pej delati šalabajzer. Hvala.
Žan Papič. Jaz bom kar sedel, ker sem gospod. Ne, jaz sem, mislim, jaz sem uspešen, no, to sem te najprej povedati, če se kdo sprašuje. Vem, da ne zgledam, se srečujem s tem vsak dan, kaj dražega kupujem, mi večkrat povejo ceno, ampak imam, no. Tako da, kako je Audič odplačal kredit, jaz sem v posodo, no. Sem tukaj, da... Če imam jaz, pol veste, koliko ima on. Veš, kaj mislim? To je pač uspešen človek, pa plis ne mi čez herto, ki je skrasa. Res nastopam na vseh sindikalnih. Ne, moja mama je zadovoljna, ona jih obožuje. Rekla, res je fajn. Sem rekel, mama, ona prodaja slim bombone, da bo bolj suha. Poglej celo družino, vsi so močni. Ampak je rekla, ja, ampak zgledajo pa zdravi. Ne? Zdaj, kako biti uspešen? Najprej vam bom povedal, moraš izstopati. Jaz sem vedel, danes boste kle vsi neki popidenani, prideš v roza puloverju, evo, tu je že ta prva. Pol se moraš znati pozicionirati na trgu, recimo, ful ljudi bi radi bili pametni, tam nimaš kaj iskati, tako da, recimo, ful vas razmišlja, da ste pametni, da imate pametne kolege, ampak da ste vi čisto malo bolj pametni od njih. Prav vem, da vam tu v glavi špila. Evo, odkar jaz mislim, da sem malo bolj glup od frendov, mi gre ful boljše. Ker kle bi vsi radi bili, ampak kle je prazno. Kle je plesišče, lahko delaš, kar hočeš, razumeš? Tako da pomembno je, da se znaš pozicionirati pravilno. To so tvoje domneve? Kako? So tvoje domneve, da je to tukaj so prazno? samo moje domneve, ja, ampak glej, očitno mi gre dobro, ker ti posojam denar, drž se kakšnega mojega nasveta. Zdaj, kaj še moraš znati? Jaz mislim, da pomembno je, da si glup, da razumeš glupe, no, ker večina folka je glupa in moraš z njimi delati. Se pravi, jih moraš čutiti na nek način. Jaz sem enega sošolca, ki je bil genial, sem rekel, ti nisi bil nikoli glup v življenju. Rekel, ne, nikoli. Sem rekel, pol ti ne veš, kako je biti glup v življenju. Ne. Sem rekel, pri po pouku ti bom jaz razložil. Tako da, pomembno je imeti to izkušnjo. Tako da najprej izkušnje in pol gremo, da vidimo sploh, zakaj smo, ker morda vi sploh še niste odkrili, zakaj ste dobri, ker najprej za investirati denar ga moraš imeti. Tako da klej vas je pol za brez veze. Tako da najprej odkrite, v čem ste dobri in pol radite res vrhunski v temu. Tako da in pol moraš začeti investirati v sebe. Jaz sem ogromno investiral v sebe, jaz imam več kot 100 kil. Jaz vem, kako to pridobiti. Jaz ne morem zgubiti, ker pač to mi ne gre. Jaz sem narejen za zmagovati. In tudi, če pride kriza, ti moraš imeti ful ene rezerve, zato da se počutiš samozavestnega. Jaz tudi, če prije vojna in 3 leta nič ne jem, jaz pojem samega sebe in preživim. Jaz imam to samozavest, zato zdaj sedim, ker sem samozavesten. Te bogi ljudje vstajajo in se hočejo pred vami nekaj dokazati. Jaz tega ne rabim. Ne, glej, jaz priznam, nimam pojma, ampak odkar sem gotovo, da noben nima pojma, takrat mi gre, res. Zdaj, in pol moraš ugotoviti, čem si dober in investirati vase in ratati res vrhunski in delati stvari, ampak po hitri poti, ne zgubljati cajta. Zato, ker jaz sem bil na športni gimnaziji, imam ful sošolcev, ko so zdaj fitneseri, mi ful delajo, joj, ko se jaz dobro počutim, Sem vprašal, dobro, kaj ti delaš, da se dobro počutiš? Hvala, da si me vprašal, tako bi ti sam povedal, če me ne bi vprašal. V glavnem, hodim v hribe, hodim spat že ob 10, ne gledam televizijo, vstajam ob 4, kotalkam, plavam, meditiram, ne gledam televizije, ne jem ogljikovih hidratov, Bog ne dej sladkari, sve koliko stvari ti moraš vedeti, da se boljše počutiš. Jaz pijem kavo in šnopec in sem že tam, prijatelj. Ne rabim vsega tega, tako da izberite hitre poti. Tako da, nujno. Zdaj, pomembno je imeti passive income, to sem dojel, moj frizer ga ima in sem videl, da mu gre ful dobro. Zato, ker frizeri, toliko, ko je frizerajo, to ne morejo vsi živeti od frizur. Tako da, po mojem, jih je polovico honorarno dela za sovo, ker ti vedno prideš tja, on ti nekaj govori, te sprašuje in pogre nekaj od zadaj in piše v blog. Tako da, In pol pri svojem delu fajn je, da ste urejeni. Jaz sem bil danes pri frizerju, verjamem, da vas je bilo veliko pri frizerju, ker moraš gledati normalno, ampak tudi ti moraš biti nekako normalen, ne kot delavec, ker moj frizer ni normalen. Jaz se cel stuširam, ker me je sram iti k frizerju in se cel stuširam, ne sem glave, cel se stuširam, ker vem, da gleda, ne reče nič, ampak pove naprej. In potem pridem k njemu in on reče, kaj bova najprej oprala glavo. Dobro, če misliš, da to ne oprana glava, boljše, da ne veš, kaj je ne oprana glava. Tako da zamolčiš te pomembne stvari in pol gre prat glavo in zdaj on pere glavo in ko pride okoli ušes, mi da prst v uho. Kaj je tu? To ni normalno, oprosti. Ne vem, kaj to je vam normalno, da priješ domov, čau mama, kako si super, kako si ti? To ni normalno. Tako da bote pri svojem delu normalno. To ne bi čudni. Pol je fajn, da zgledaš normalen, jaz ne znam dati na sveta, žal.
pač jaz ne zgledam v redu nikoli, praktično. Jaz nisem imel nikoli službe, ker razumem, jaz sam sebi ne bi dal službe, če bi sedel na razgovoru sam s sabo, ker do 5 izgledam, kot da sem likar vstal in po 5, kot da se mi spi. In fajn je, da imaš službo. Če začneš tako kot jaz iz ulice in prideš do tega, kar sem naredil v svojem življenju, to je res ogromno, takih nas je malo, je fajn, da začneš sej si med njimi. Fajn je, da vas opisi služb ne zavedajo, ne? Ker znajo biti ful boljši, ful obljubljajo, ampak pol gotoviš kaj je. Recimo izvršni informacijski analitik, to je anketer po telefonu. Ne? Potem imaš recimo vodja sanitarne službe, sliši se dobro, ampak to si čistilec. Ne? In če si edini, si tudi vodja. Tako da... Ali pa recimo ful dobro se sliši Sugar Daddy od Miss Hawaiian Tropic 2008, ampak to je Robert Golob. Tako da čuje se dobro, ampak ni. Potem bi eni rekli, ja, mogoče je dobro biti kakšen bančnik, lepo sediš, piješ kavico, kao ful razumeš finance, ampak ne. Jaz sem mojemu razlagal o efektivnih obrestnih merah, pa je rekel, ne mi razlagati, jaz samo vkucam v tabelo in mi ona pove, kaj naredim, pa pridi popoldne, ker dopoldne ne moram razmišljati. Tako da, pol mogoče bi kdo rekel, mogoče je pa pravilna, bi rekel, investicija slovenska borza, jaz rahlo odsvetujem, to je tako kot ruska ruleta, sam da je vseh 6 nabojev v revolverju. Veliko ljudi reče, da delnic sploh ne šteka, jaz ne vem, zakaj imaš za delnicah štekati, mislim, to je pač malo više od reke, na levi, desni apartmaj in na koncu trgovski center, tako da ni dosti. Lahko bi začeli svoj biznis, recimo, to je tudi ena stvar, sam svoj šef, tako kot je začel Agnelli, ne, znan italijanski mogotec, Fiat koncern, on je začel tako, da je kupil en šrauf, pa prodal, pa kupil 2, pa prodal 2, pa kupil 4, pa naredil kolo, pa to. In pol je umrl, no, ima zapustil $5 milijarde. In zdaj bi rekli, ja, to je mogoče nepotizem. Jaz mislim, da v Sloveniji smo tako majhni, vsi se poznamo, da sploh nepotizem ne obstaja, ampak kontranepotizem. Ti ne dobiš šihta, ker te bratranc ne mara in ve, kako si nesposoben. Tako da kle nimaš kaj zdaj neki se na nepotizem. Druga stvar, jaz mislim, da v financah največ, kar lahko dosežeš, je biti finančni minister, da se strinjava. Ali pa da zafuraš ful eno veliko firmo v stečaj. Recimo, tu so recimo taki uspehi. Ampak to nimaš spet neke šole ali pa kako raditi finančni minister. To te eno vprašam, če ne rečeš, ne si tam. Tako da, jaz mislim, da tudi za to mesto bi mogel biti javni razpis, saj 2 proti kontra ponudbami, ne, in izbereš valjda, kot se na javnih razpisih dela najcenejšo. Drugi problem, ki ga vidim, je, da FURS ne nagrajuje. To je samo palca. Kje je korenček, gospod minister? Dajte zrihtati. Jaz pričakujem kakšno diplomo. Jaz sem res priden. Jaz sem vse plačal. Nič. Ako ne plačam takoj, pošljejo opomin. Tu se mi ne zdi fair. Recimo, zdaj smo imeli to afero OnlyFans, ko so pozvali, naj se prijavijo. Samo 3 so se prijavili. Kri poštenjaki. Pa tu je za vsem dati nagrado, oprosti davke in vse ostale polov. Recimo, tu bi jaz naredil. Pol bi uvedel, recimo, predlagam FURS klub kartice, točke zvestobe in popusti. Recimo, če si ful pridan, da recimo prvih 5 največjih vplačnikov finančno blagajno lahko grejo na kosilo z ministrom in direktorjem FURS-a, recimo to. Pol, če si res pridan SP, od za njih bi imel recimo 3-krat brez računa na črno na mesec, če si res pridan. In če zbereš vse točke, recimo en krog z Maseratijem od Snežica, ker je glih tam na FURS-u, pa ta mašina ne sme stati toliko cajta na miru, pa je škoda. To so vsene bonitete. Jaz kot svetovalec ne računam 350, ampak 3 ure pa pol, ampak jaz sem res dober. Tako da, če boste kdaj želeli sodelovati z mano z veseljem, gospod minister, jaz mislim, da niste toliko slab, ampak težko je delati z ljudmi, ki vas ne razumejo, ampak jaz na srečo sem bil enkrat v življenju glup, pa štekam vse. Tako da, srečno za naprej, pa se priporočam kot finančni svetovalec. Hvala lepa. Bravo, Papiču. Aleš Novak. Ja, najlepša hvala. Jaz sem se mislil stati, pa me je Papič zdaj zjebal. Bom jaz tudi pol sedel, ko zgleda, da to pali. Jaz nimam zdaj nekega roasta, jaz imam bolj neke ideje. Zdaj vsi pravijo, a smo že v recesiji ali ne? A smo? Vi vete? Ali to? Niste še na mail poslali to? Ja, ne, ko vsi pravijo, ne, recesija, zdaj pa manj da bo, ne? Zdaj pa manj da bo, pa kar čakamo. Enkrat smo jo že imeli, ne, tam 2010, 2009, kdaj je bila, ne? In takrat smo to super sfurali. Takrat so banke imele, podjetja so imele probleme, ne? Ena banka, pa banke, ne? Ena banka še posebej, ampak spet ne bi jo imeno, ne? Da ne bi zdaj tu bilo, ne? Rečemo, da je iz Ljubljane.
Pa taka bolj nova je, ampak ne, ni važno, zdaj, kjera banka je, ni pa fajn s prstom kazati. Ne. In ta banka, pa tudi politika je rekla, da bo izrihtali to banke, ne, tak, da bojo ustanovili slabo banko. Ne. To je bilo fantastično, veš, ne. Meni se zdaj, da jo že imajo, ne, veš. Ampak ne, oni so šli ustanovljati še slabšo, veš. Ne, slabo banko so imeli, dajmo še slabšo narediti. Ne. In so jo naredili, svaka čast. Oni so rabili sam še slogan za to slabo banko. Veš, jaz sem jih imel, pa me niso upoštevali. Ne, veš, tak, pridite k nam, ker slabših pa ni. Ne. Ali pa potrebujete kredit, mi tudi. A veš. Ne, to bi bilo, ne, veš. Ampak ni kurba neben poslušal. Ne. Zato je to ta banka tudi propadla. Ni več, ne? Zdaj je kar nekaj dobra ratala, ne? Ste ga videli, kak je bil samozavesten Brodnjak, ne? To je noro, ne? Zdaj so dobri spet, ne? Jaz bi naredil spet slabo, ko tam, veš, vedno tistega, ko je bogi, ga gladimo, ne? Veš, tak da, ja, drugače imam pa tudi tako, Papič, zdaj na koncu, kot ti za Švico? Si, ne? Še dobro, da se nisi vstal. Ja. Ne, jaz imam tudi ideje, kako se da recesijo rešiti. Če slučajno do nje pride, imam kar nekaj idej. Vsi pravijo, veš, da treba podjetje pol zapirati. Pa to. Ni treba podjetje zapirati, treba pa združiti podjetja in narediti malo več profita. Ne. Tu imam jaz ideje, naprimer avtošole. Ne. Avtošole bi bile komod taksi službe. Ne. Itak se za brez veze fijakajo okrog, a ni res? Veš, komod bi kjer ga uspod pelali. Ne. Veš, ti bi samo poklical, ne, veš, ti se oglasila nekdo, ne, dober dan, taksi, avtošola, ne, veš, ne, ja, imamo zdaj na terenu, ja, kaj ste sami? Ja, zdaj imamo na terenu 3. Ja, eden je brez izkušenj, ja, ta je džabe, tako. Mal vas bo strah, ja. A ja, na bregu živite, ne, zročno pa ne zna speljevati, to pa ne bo šlo pol. Ne, pol še imamo enega, ko tik pred izpitom, ja, ti se sam vozi, ja, tako, lahko vpredi sedite, tako, lahko, imate vi gas ročno prek, tako. Ja, vi kontrolirate čas prihoda. Ja, tako. On plača kazen. Seveda, kurba, naj se nauči, ne? Ja. Pol še imamo enega, ko tik pred izpitom, ja, on se sam vozi. Ja, mislim, pol še pa eden na izpitu, ja. A ste sami? Ko tam je še komisija zraven, so te malo stisnali, ne? Ampak, a veš, a bože, ne? To bi bila ena varianta, ne? Druga varianta, ko bi bila, je rešilec, ne? Rešilec je je najhitrejši avto v mestu, ne? Ampak spet, v eno smer je prazen. Ko se ven pela, je prazen. Komod bi kaj uspod pelal, a veš. Nekako pico, naprimer, ne. To bi bila najhitrejša pica v mestu, a veš. Pica kot je kap, ne. To bi tudi, neko, veš, lahko enega rešilca, ja, ko našega strica je kap. Ja, pa dajte še eno margarito, pa kraško brez gobic. Ja. Ne, stric bo kar prva jedo, ja. Ponovadi je 3 dni, tako, ja. Pa dajte jih razrezati, ja. Ja, ne, kurat, nazadnje, ko staro mamo avto povozu, niste razrezali, ne? No, vredi, ste si zapisali margarita, kraška brez gobic, pa kap. Ja, pa bodite hitri, ker smo lačni, a veš. Tako da to bi bila druga varianta. Ta tretja varianta, ko sem pa študiral, so pa policaji, ne, to ti imajo tudi full lufta, to je neverjetno, veš. Oni imajo najboljša prodajna mesta ob cesti. Pa nič ne prodajajo. Na pošti lahko urba ponve kupiš, pri policaju nič ne moraš kupiti, ne? Nič, veš, pa marketing že moj poštudiran, veš, on bi komod kakve jagode prodajal, ne, veš, ne, če plačaš v 8 dneh je pol ceneje, veš, ne, pa še vedno me tisto upanje, ti se pelaš, pa da gledaš, kurba, kam je zdaj to stavila, a sem bil prehiter, ali mi hoče slive prodati, a veš, ne, veš, pa tudi policaji te vedno ustavljajo, zakaj, ponovadi zato, ko si bil prehiter, ne. Veš, in potem te ustavijo, ne, pa zakaj si bil prehiter, zato, ko se ti nekam mudilo. Ne, in pol te ustavi, kurba, pol se ti še bolj mudi. Ne, zakaj te ustavljajo? Ni treba, da te ustavljajo, ne, on te ne zdaj štopa, veš, on te ne zdaj veš, bilo boljše, da bi stal, kurba. On te ne štopa takle, ne, ampak ti sam pokaže, se čujemo, a veš, ne. In ti potem se samo pelaš, ne, ti gledaš, ne, ali me bo ustavil, ne, ali me bo poklical, jepim, že zvoni, ne. Ja, prosim. Ja, Novak, ja. Ja, imam telefon v roki. Mislim, nimam. Prostoročno, ja. Ja, punto 94 ima prostoročno, ja. Ja, prvi so imeli, Italijani so bili prvi, ja. Tako, ja. Ful vas slabo slišim. Grem v tunel, glih. Ja, v Šmarji imamo tunel, ja, tako. Glih so ga ofnali, v celi ven prideš, ja, ne vem, za koga imamo, pač. Tako, evo, to bi bile neke ideje še z moje strani, tako da, najlepša hvala. Malo smo bili
Malo smo bili dolgi, Marija je rekla 5 minut. 15. 15. A, Dobri, 15, do super, 15. je Ja, dobro, malo mi smo... zamujamo, ampak bomo že preživeli. A ne? Hvala lepa za povabilo, upam, da ste se Super imeli ste fajn. bili, odlični ste bili. Daj rok. najlepša Hvala. Hvala. Daj rok. Še malo ne bo zdaj. Ne bo danes. Vsega bom odpeljal, hvala.